Dragi MKC-jevci, lepo pozdravljeni v novi oddaji MKC-ja. Kot veste, je ta oddaja namenjena mladim, no pa tudi nekoliko starejšim in zato se prav gotovo sprašujete, kaj počnemo danes tukaj pred domom za ostarele. Kakšna veza obstaja med mladimi in med starimi? Pa še kakšna. Namreč ti, ki so danes stari, so nekoč bili mladi in ravno oni nam bodo znali povedati, na kakšen način se moramo spopasti z življenjskimi tegobami in kako prebroditi te. Torej, stopimo noter in vprašamo naše starostnike, kakšne nasvete nam bodo dali. V prvi vrsti bi priporočali mladini, naj bo poštena in delovna. Vsaka mladina rada le flirta, to pa ni lepo. Ona mora misliti na svojo bodočnost, po mojem mnenju. Poglejte, jaz sem delala na banki 35 let, 8 mesecev in 2 dni in je bil vse v redu. Jaz bi takole rekla, v prvi vrsti poštenje, morala, potem ljubezen do sočloveka, razumevanje, veliko potrpljenja, sam sebe naprej postavljati. Torej, če imaš sovražnika, moraj pomagati dobro, ne? Pa ga boš tam najbolj ponižal. Ne? Ja, mislim, da mladi nimajo veliko radi nasvetov in to je tudi prav. Vsaki človek mora sebi čutiti, kaj potrebuje, za čim hoče iti v življenju. Ne? Jaz rečem osebno, imela sem zelo lepe ponudbe, gledališče in druge reči, ampak meni je bilo najbolj milo všeč, tako rečem, da bi bila učiteljica in da bi bila mama. Ja, kaj pa, pošteno, to pa mora biti. Vse poštenost. Pa delati tudi, ja? Pa delati. Ja, krapek. Jaz sem delala, tako vete, da sem dočakala, pa fejs delala. Pa sem dočakala to šljat. Pa zmeraj bolna. Koliko pravite imate let? 90. Kuražni morate biti, pa jeti v delo, pa še enkrat delo, pa pozitivno skrb, kako bi kaj izboljšali, komu bi kaj pomagali, kako bi resnično moraš imeti en močan socialni čut do bližnjega. Ali je to otrok na cesti, je staršek na cesti, ali je sošolc, bilo kdo. En drugemu, v vsake prilike je treba iti v pomoč. Pomoč in v pomoč. To je moje mišljenje. Sicer je to staro pravilo, se to ni nič novega, ampak samo to je, no, mogoče. Jaz bi rekla takole, najprej je poštenje, morajo imeti spoštovanje do starejših, to vsekakor, tako so tudi nas učili, potem, mislim, dobrosrčni pomagati drug drugemu, pa se nekako kar težave premagajo, ne? Prvo je pridnost, že od samega začetka pridnost, potem spoštovanje prvo staršev, potem pa vseh ostalih, ki jih vzgajajo. Ko pridijo mlajši v starejšo dobo, starejša leta, potem se to že vsak po svoje. Potem malo kateri, bom rekla, še resnično spoštujejo vse prejšnje tistim, ki bi jim hoteli dobro. Potem marsikdo gre po poti, po svoji poti, marsikdo pa tudi še nekje posluša. Tako bi rekla, da ne bom željna. Kaj pa kaj v ljubezni, gospa? To pa meni tako, veste, imam špansko vas. Tako, da bi bilo za državo dobro. Ja, jaz spoštujem ljubezen, to absolutno in je to nujno potrebno mlademu človeku. Samo seveda treba je pa tudi malo biti previden po te stvari, ker posebno zdaj, ko vidiš, ko je povezano z tem življenjem seksualnim, še razne bolezni in tako naprej.
ki jih poprej niti poznali nismo, ka ne. Ampak jaz spoštujem ljubezen, jo podpiram in sem pa samo za resne namene. Samo resne. Ne tako, za flirt pa za tako, jaz nikoli nisem preveč bil navdušen. You don't have to be straight with me, but it doesn't lend itself to intimacy. We're already intimate, aren't we? To solve a murder, he stepped into the dead man's shoes. Spencer have a first name? He can call himself Bob. Officially, I don't exist. To, kar gledate, so odlomki iz filma Bele peščine, kjer poleg Mary Elizabeth Mastrantonio igra še William Dafoe. Film bo kmalu na sporedu. Od 2. do 7. februarja pa si boste lahko v Domu kulture ogledali Kostca, ameriški znanstveno-fantastični film, posnet po delih Stephena Kinga. You're honest. Even when you're lying. You don't trust me. Where's the money? Where deception breeds like a virus. Willem Dafoe, Mary Elizabeth Mastrantonio, and Mickey Rourke. White Sands, the most dangerous place to be. But you're not